Spoštovani gostje, spoštovani župan, gospod Miran Gorinšek, spoštovani zbrani. Pred nami so praznični dnevi, ko se spominjamo umrlih. Počastitev 1. novembra, dneva spomina na mrtve, smo se na pobudo krajevne organizacije Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenske Konjice v sodelovanju z občino Slovenske Konjice zbrali na vsakoletni komemoraciji na grobišču padlih borcev v Slovenskih Konjicah. Komemoracija je namenjena padlim borcem in vsem pokopanim na tem pokopališču. Imata čas in človek svoj nekoč. Ni to morda samo privid spomina, da je obstajal čas, ko je tišina bila neviden, čudežni obroč, ki sem lahko po mili volji vanj iz njega stopal. Je bila svoboda, ki zanjo še se bijem, bistra voda, ki nas odžeja, vrč miru in sanj. Tišina vse okrog je znotraj nas, pa vendar, ko vse globje tonem vanjo, ko v njej potisočeri se moj glas, ko mi narasla reka vdre v lobanjo, prestrašen kriknem, v grozi onemim. Spet si tišine v sebi zaželim. Tako je v pesmi Tišina zapisal že pokojni Ciril Zlobec, ki se ga tudi spominjamo na tem mestu. Za mnoge v teh trenutkih še kako pomembna tišina. Saj v tišini prihajajo do nas močne besede, ki so se morda nekje v času izgubile. Zvestoba, odgovornost, pravičnost. Hkrati je praznik dneva spomina na mrtve tudi dan, ki povezuje. Naj bo spomin na mrtve, ki smo jih poznali, večno živ, saj se vezi, ki so stkane skozi zvestobo, odgovornost, pravičnost, nikoli ne smejo pretrgati. Naj bo ta prireditev skromna oddolžitev spominu na vse, ki jih ni več med nami. Še posebej spominu na tiste, ki so padli od začetka borbe za narodni in človeški obstanek. V glasbeni del današnje svečanosti nas je popeljal pevski zbor Osnovne šole Podgoro pod mentorskim vodstvom Petre Brnik-Juhart, na kitari jih je spremljala Kristina Kračun. V nadaljevanju pa za osrednje besede na slovesnosti prosim gospoda Gvida Hauptmana. Spoštovani prisotni, prihaja čas, praznik 1. november, ko se spominjamo umrlih. Čast in obveza nam je, da se spomnimo vseh padlih in umrlih junakov, ki so nam omogočili, da se danes nahajamo v svoji državi. Majhni, vendar veliki v očeh drugih narodov, ki so imeli glavno breme borbe proti veliki sili fašizma in nacizma, ki sta sprožila svetovno morijo, drugo svetovno vojno. Partizani kot vojaška sila Osvobodilne fronte so nosili simbole Triglava in rdeče peterokrake zvezde. Te enote so postopoma rasle in v mnogih hudih bitkah z okupatorjem osvobajale slovensko domovino. Njihovo delovanje je preseglo meje slovenskega vprašanja, saj so tako Rusi kot zahodni zavezniki med vojno priznali partizansko gibanje kot edino v Sloveniji oziroma Jugoslaviji,
ki se je zoperstavilo okupatorjem. Na to kaže tudi podatek, da so slovenski partizani med okupacijo rešili življenje kar 806 zavezniškim pilotom, katere je okupatorska vojska sestrelila nad našim ozemljem. Zahvalo za sodelovanje so slovenski partizani, posledično pa Združenje zveze borcev NOB Slovenije, dobili povabilo na okroglo obletnico izkrcanja zaveznikov v Normandiji, ki so se udeležili vodilni svetovni politiki. Kajti, brez Rdeče zvezde slovenski narod ne bi preživel in danes ne bi živel v samostojni in neodvisni državi Sloveniji. Partizani so to domovino osvobodili in ji omogočili preživetje. Generacija veteranov osamosvojitve Slovenije pa je ravno na pravici slovenskega naroda do samoodločbe dokončno uresničena plebiscitarno voljo Slovencev po samostojni in neodvisni državi. Zmaga nad fašizmom in nacizmom nam je dala tudi druge politične in mednarodno-pravne dosežke, predvsem pa nam je dala samozavest, kakršne slovenski narod v svoji zgodovini še ni poznal. Nismo več narod, ki prepušča usodne odločitve drugim. Imamo državo vseh prebivalcev Slovenije in samozavest, ki nam jo daje naša suverenost. In prav v naši samozavesti moramo vedeti, da na temeljih dosežkov našega upora proti okupatorju nam to nihče ne more vzeti. Jasno nam mora biti, da ni nobene sile, nobene ideologije in nobene neresnice, ki bi lahko tok zgodovine obrnila nazaj. Dosežki upora proti okupatorju so nepovratni. Tudi v naši družbi je veliko nestrpnosti in sovražnosti, ter različnih pogledov na našo preteklost, na zgodovino. Tudi v sedanjosti ni prave enotnosti, ki bi jo še kako potrebovali. Bijemo besedne boje in zlahka pozabljamo na vse tiste, ki so še v nedavni preteklosti trpeli, ker so pripadali različnim etničnim, verskim, narodnim in drugim skupinam. Tisoči so bili med drugo svetovno vojno izgnani v koncentracijska taborišča smrti, ki so bila namenjena razčlovečenju in organiziranemu pobijanju ljudi, tudi Slovencev, Romov, Judov in drugih skupin z našega ozemlja. Grozljiva je številka ljudi, ki so bili iz naših pokrajin zaprti, izgnani, ki so umrli, prisilno delali, bili v vojnem ujetništvu ali ustreljeni kot talci. V italijanskih taboriščih jih je bilo 36 tisoč, v nemških 20, v madžarskem 688, na hrvaškem taborišču Jasenovac 400 in od vseh, ki jih je taborišči umrlo kar 12 360, jih je bilo tudi 19 tisoč na prisilnem delu in v vojnem ujetništvu. Trpelo je več kot 60 tisoč ljudi. S koncem druge svetovne vojne nasilja še ni bilo konec. Ne pozabimo na nasilne izvensodne poboje vojnih ujetnikov in civilistov. Groza nas je ob misli, da je bilo življenje vzeto brez pravičnih sodnih procesov. Nikdar več, moramo reči, tudi za sramotna dejanja takratnih voditeljev. Morda bomo nekoč govorili tudi o krivicah svobode, vendar je to druga zgodba. Vojna vihra je mlade ujela v vrtinec odločitev, razmišljanje ob slabi informiranosti je bilo vezano na dogodke v neposredni bližini ali na informacije, ki so prihajale s front. Grozote, ki so se dogajale vsak dan nedaleč od nas, so klicale k uporu, zastavljanju najdražjega svojega življenja za cilj svobode, svobodne Slovenije, brez izseljevanja, brez streljanja talcev, brez obešanja v opomin, požiganja domov in ropanja, brez lakote, s slovensko knjigo in besedo. Ko stojimo ob grobu fantov, ki niso dočakali svobode, se sprašujem, če je tole igra usode, da so umrli na njenem pragu, ko so v tepanju varovali orožje, ki so ga za sabo pustili umikajoči se Nemci. In koliko je še takih usod, ki so jih doživeli predvsem mladi borci v cvetu življenja. Prosim, da vse umrle borce na tem pokopališču počastimo z minuto molka.
Slava jim! Občine Slovenske Konjice, gospod Miran Gorinšek, položil venec vsem pokopanim na tem pokopališču. Hvala za vaš poklon, ki ste ga namenili spominu na mrtve, in hvala učenkam osnovne šole Podgoro, Zali Fijavž in Katarini Jurač, za glasbeno obogatitev slovesnosti. Naj povem še to, da se bo delegacija občine na čelu z županom Miranom Gorinškom s položitvijo venca poklonila tudi pokojnima častnima občanama, gospodu Ivanu Pajku tukaj na konjiškem pokopališču in gospodu Ivanu Minatiju na ljubljanskih Žalah. Hvala za vašo prisotnost in nasvidenje.